Svetnice in svetniki občine Šoštanj. Osrednja razprava je potekala o načrtovanem sosežigu predelanih trdnih odpadkov SRF v termoelektrarni Šoštanj. Na dnevnem redu 14. seje občinskega sveta občine Šoštanj sta bili poleg zapisnika prejšnje seje in vprašanj ter pobud svetnikov samo obravnavi poročila o vplivih na okolje zaradi načrtovanega sosežiga SRF goriva v termoelektrarni Šoštanj in recenzije tega poročila. Svetnice in svetnike so nagovorili generalni direktor holdinga Slovenske elektrarne dr. Viktor Vračar, poslovni direktor holdinga magister Marko Štrigl, direktor termoelektrarne Šoštanj Mitja Tašler ter okoljski strokovnjaki, ki so predstavili povzetek poročila o vplivih na okolje. Občina Šoštanj je naročila recenzijo tega poročila, ki ga je predstavila docentka dr. Cvetka Ribarič-Lasnik z Inštituta za okolje in prostor. Svetniki in svetnice so v obširni razpravi izpostavili številne pripombe in zadržke ter jasno izrazili nezaupanje in nestrinjanje z načrtovanim projektom sosežiga. Ja, poglejte, res je, da tale sosežig je zdaj kar nekaj časa bil velik na udaru med našimi občani in tudi med nami na občini, tako da kresala so se razna mnenja, kako in kaj. Začeli so ljudje malo izgubljati tudi živce, če bi lahko tako rekel, ker karkoli smo do zdaj delali, smo bili neuslišani na holdingu ali na Tešu ali na rudniku in ljudje so kar nekje izgubili zaupanje v te projekte, ki so nam bili obljubljeni. No in to se je nabiralo in zdaj, ko je prišel ta sosežig, je bilo polno vprašanj, kaj, kako, zakaj in tako naprej, in ljudje so hoteli vedeti te odgovore. Zato je občina Šoštanj naročila revizijo poročila o vplivih na okolje ter sredino sejo uresničila sklep občinskega sveta iz lanskega leta, da bo svet odločitev sprejel po obravnavi celotnega gradiva o projektu sosežiga. Namreč svet je najvišji organ občine in on ima pravico, da potem o tem odloči. No in danes po burni razpravi se je bila razprava kvalitetna, tudi odgovori. Se je pač potem, ko smo dali na glasovanje, svet odločil in je glasoval za ta sklep, ko smo ga ponudili, da občina Šoštanj nasprotuje sosežigu. Župan je med drugim tudi povedal, da so bili pritiski na občino v zvezi s sosežigom zelo veliki. Očitalo se je nam marsikaj, očitalo se je, da smo že podpisali določene pogodbe s Tešem, kar sploh ni res. Slišalo se je tudi, da so neke številke, neki milijoni, ki jih bomo dobili, pa da smo to podpisali, kar sploh ni res. Tako da smo bili zdaj, mislim, kar v nekih tesnih škripcih. Moram pa reči, da, tako sem že prej povedal, da občina Šoštanj je odprta za vse dialoge z vsemi, in tudi s civilno iniciativo, ko smo imeli različno mnenje Šoštanja in tudi z ekogibanjem, smo se usedli in izmenjali mnenja in potem smo mi se držali tistega sklepa, ki sem ga prej omenil. Mi smo veseli, da smo imeli možnost pripeljati pripravljalce, strokovni del pripravljalcev, ki je odgovoril na vprašanje in pojasnil vse vidike sosežiga. Jasno smo povedali že pred letom, da ne želimo, ne moremo in tudi ne bomo vodili tovrstni projekt brez polnega soglasja tudi lokalne skupnosti, ki jo spoštujemo in ki je seveda zelo, zelo pomembna. Spoštujemo tudi njihovo odločitev. Veseli smo pa, da so prisluhnili argumentom, se pravi nekim pozitivnim in negativnim platem, tako pri odločitvi za sprejem, kot tudi za nesprejem tovrstnega projekta. Tudi nesprejem tovrstnega projekta ima žal poleg pozitivnih tudi nekaj negativnih strani, ki pač tokrat ne bodo uresničene. Mi smo kot odgovorni del kot odgovorno poslovodstvo za gospodarno ravnanje in za dolgoročno
strateško reševanje termodivizije prepoznali tovrstni projekt kot smiselen. Tudi večina analiz pripravljalcev poročila o vplivih na okolje pokazala, da bi se to na okoljsko vzdržen način dalo delati, ne na način seveda, da postavljamo v neko zeleno okolje povsem novo tehnologijo, ki bi onesnaževala, ampak samo kot dodatek v manjšinski meri pri že obstoječih premogovnih tehnologijah, ki že imajo svoje emisije oziroma emisije in tudi stranske produkte. Ja, vsekakor bomo spoštovali odločitev, kot smo že predhodno povedali. Korektno je, da počakamo še na uradno odločitev tudi drugih lokalnih skupnosti, Mestne občine Velenje in občine Šmartno ob Paki. V vsakem primeru pa stojimo za dano besedo, da vse, kar bomo delali transparentno in v sožitju z okoljskimi skupnostmi, ne glede na to, če ekonomika ali določene odločitve imajo lahko tudi neke neracionalne posledice. Kakšne negativne posledice pričakujejo? Posledica tega je, da je enostavno inštrument, ki ga je vpeljala Evropska unija v obliki emisijskih kuponov kot nek inštrument, ki bo primoral vse termoenote oziroma onesnaževalce v spoštovanje podnebnih zavez razogljičenja v neko čimprejšnje zapiranje, dejansko deluje zaradi zelo strmo naraščajočih cen in vse bolj ambicioznih ciljev razogljičenja. V tem smislu bodo te kuponi povzročili ekonomski pritisk, ki ga Termoelektrarna Šoštanj oziroma tudi Holding Slovenske elektrarne v naslednjih letih brez nekih projektov, ki bi to omilili, žal ne bo mogel sam nositi, ampak to so pač naši izzivi. Bo to pomenilo tudi dvig cene toplotne energije iz Termoelektrarne Šoštanj? Toplotna energija se avtomatično že po mehanizmu dviguje zaradi cene variabilnega dela, ki ga predstavljajo emisijski kuponi, dodeljeni brezplačni emisijski kuponi, ki so se zniževali v letošnjem letu ni več, tako da to je avtomatičen mehanizem, ki žal na to vpliva. Mi bi si želeli v tem trenutku imeti projekte, ki bi pomenili obnovljive vire energije, ki bi pomenili takojšen prehod iz premogovne divizije, vendar tega nimamo. Zato smo v Holdingu Slovenske elektrarne ta projekt videli kot neko možnost za prehodno obdobje, s katerim bi minimizirali ali pa zmanjšali izgubo, ki jo ima termodivizija. Vendarle pa smo od prvega dneva trdili, da bomo delovali z roko v roko z lokalno skupnostjo in to mislim, da smo danes tudi dokončno potrdili. Jaz želim, da je ta današnja seja en nov korak v odnosih HSE-ja in pa lokalne skupnosti, da tudi naša beseda nekaj velja, da kar se dogovorimo tudi drži in da se predvsem povrne zaupanje med lokalno skupnostjo in Holdingom Slovenske elektrarne. Pa bo zato prišlo prej do zaprtja premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj? Odločitev bo nekoliko širša, v širšem konsenzu oziroma vsebini. Premogovnik Velenje kot zadnji tak delujoči premogovnik v Sloveniji in tudi globinski izkop lignita kot ena od še redkosti, ki je pravzaprav v svetu prisotna, jo imamo, zaposluje veliko število ljudi. Sistem je pomemben za energetiko Slovenije, si ne predstavljamo, kako bi lahko to relativno hitro reševali. Seveda bomo morali dati neke pobude, da bo tudi v bodoče, bodisi v okviru, ko bo določen letnik zapiranja oziroma izstopa iz premogovnih regij, ki ga mora po neki pričakovanju ali navodilih Evropske komisije tudi Slovenija sprejeti, predvidoma še v letošnjem letu, bomo zatem morali skupaj pregledati vse možnosti, da do tega letnika čim bolj racionalno in gospodarno ravnamo z slovensko energetiko. Kot so med drugim poudarili svetniki občine Šoštanj, želijo si razvoja, napredovanja tehnologije in novih delovnih mest, vendar ne na račun zdravja ljudi. Na januarski seji sveta so svetnice in svetniki Mestne občine Velenje razpravljali